pozdravljeni še z moje strani, hvala za besedo. Meni je danes tehnika malo zagodla vso situacijo, tako da sem opremljena s stvarmi, s katerimi se lahko v tem trenutku pomagam. In bom štartala z izhodišča, da je prožnost in fleksibilnost kar pomembna kompetenca nas mladih na trgu dela. Lep pozdrav, še enkrat prihajam iz zavoda Nefix in sem danes tukaj z vami kot vodja projekta Kolegice, katerega osnovni temelj je mentorstvo, o katerem danes govorimo. Mogoče za začetek najprej umestim sam projekt v naše aktivnosti in sicer je osnovno poslanstvo zavoda Nefix promocija, beleženje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Ko smo spremljali naše udeležence naših aktivnosti, smo kmalu ugotovili, da mladim aktivnosti, kompetence, ki jih pridobivajo na področju neformalnega, nič ne pomagajo, če nimajo nekega stika z delodajalci. Zato smo osnovali kar nekaj projektov, s katerimi smo omogočili mladim povezovanje s tistimi, ki dejansko zaposlujejo. In ko smo v nadaljnjih korakih spremljali strukturo naših udeležencev, smo kmalu ugotovili, da velik del teh udeležencev v bistvu predstavljajo mlade ženske. Takih je bilo v naših projektih več kot 80% znotraj posameznega programa. Predvsem je šlo tukaj za ženske s terciarno izobrazbo družboslovnih in humanističnih smeri. In smo rekli, da bomo tudi tem ženskam dali priložnost za bolj suveren in lažji vstop na trg dela. Tako smo leta 2012 najprej v Ljubljani in na Dolenjskem osnovali projekt Kolegice, ki v bistvu je namenjen mladim iskalkam prve zaposlitve in tudi študentkam višjih letnikov, z namenom, da jim omogočimo mentorsko sodelovanje z žensko, ki jo udeleženka naša sama izbere za svojo mentorico. Tako v bistvu izraz kolegice pri nas pomeni neko stanovsko pripadnost med mlajšo udeleženko in njeno mentorico. Od leta 2012 dalje se je projekt razširil res po celotni Sloveniji. V tem trenutku imamo klube kolegic v Ljubljani, v Sežani, v Izoli, Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novem mestu, Škofji Loki, Kranju in zagotovo še kje. Načeloma pa je projekt sestavljen iz dveh delov. V prvem delu potekajo srečanja skupine kolegic, udeleženk, z namenom, da vsaka izmed udeleženk najprej ugotovi, kaj je tisto, kar želi z mentorico doseči. Če sem danes tukaj v vaših predstavitvah poslušala o nekih sistematičnih usposabljanjih in pripravi mentorjev na samo mentorstvo, čemur je treba zagotovo dajati kar velik poudarek, moram priznati, da mi takega usposabljanja nimamo, ker nam pač naše finance in naš kader tega ne omogoča. In to je tudi prva zagata, s katero se naše udeleženke soočijo, ko pridejo v sam projekt. Če si predstavljamo mlado biologinjo, ki je ravnokar končala študij in pride na projekt Kolegice, največkrat od nas pričakuje, da imamo mi en bazen uspešnih biologinj in da bomo mi pač to mlado žensko kar povezali z eno biologinjo. Žal je naša logika malo drugačna, ampak se je v teh 4-5 letih pokazala za uspešno. In ravno zato imamo na začetku 10 srečanj, da dekle najprej ugotovi, kaj želi doseči z mentorico in to mentorico tudi sama poišče. Seveda ji pač v tem stojimo ob strani, nudimo strokovno podporo, ima tudi podporo ostalih udeleženk in ko udeleženka dokaže, da je po neki smart metodi ugotovila, kaj bo njen karierni cilj in ta cilj tudi razdeli na 10 korakov, 10 zato, da točno pove, kaj bo na vsakem od srečanj delala z mentorico, da se ne bo res samo pogovarjali, ampak da boste imeli konkretne rezultate, takrat lahko vstopi v stik z izbrano osebo. Drugi del projekta je namenjen individualnemu delu med mentorico in to mlado udeleženko in sicer se srečujeta eno leto, največkrat vsaj enkrat mesečno po 1 uro, ampak velikokrat to sodelovanje preraste v mnogo več in sodelujeta veliko globje in veliko bolj, kot se od njiju na začetku pričakuje.
Ja, projekt je v bistvu prinesel res pozitivne rezultate za obe strani. Tako kot smo že danes slišali, gre pri mentorstvu za dvosmerni proces, učita se obe strani. Na eni strani naše udeleženke največkrat pravijo, da jim projekt omogoča spoznavanje specifik nekega poklicnega področja, pridobivajo tako neke te splošne kompetence kot kompetence, ki so bolj specifične, vezane na neko poklicno področje. In ne nazadnje tudi širijo svojo socialno mrežo, saj mlado udeleženko največkrat mentorica poveže z ostalim kadrom v nekem določenem podjetju ali pa z nekimi strokovnjaki na nekem področju. Mentorice pričajo o tem, da jim to mentorstvo, ki jim ga omogočamo, ta proces, da jim prinese predvsem stik z mlajšimi generacijami, ki sveže vstopajo na trg dela. In res velikokrat se zgodi, da te udeleženke vpeljajo tudi v svoj delovni proces, omogočajo jim študijske prakse in tako naprej. Prej sem še pozabila povedati, da naše udeleženke velikokrat kot svoj cilj postavijo zaposlitev. In potem mi na teh naših skupinskih srečanjih razpravljamo o tem, ali lahko res neko žensko zaprosimo za mentorstvo in hkrati še zato, da nas vzame v službo. Potem udeleženke ugotovijo, kako bojo to malo drugače predstavile, da bojo projekt kolegice vzele kot samo nek korak na zaposlitveni poti, nek projekt, ki bo rešil res celo njihovo zaposlitev, ampak moram reči, da s terena prihajajo res čudovite zgodbe. Ravno prejšnji teden se je zgodila zaposlitev recimo v Slovenj Gradcu, kjer je ena mentorca rekla, veš kaj Petra, jaz se ne bom več s tabo srečevala, pridi ti kar k meni delati. Na ta način, ker je spoznala svojo udeleženko, svojo mentoriranko, videla njene kompetence, njene pozitivne lastnosti in to, kako lahko v bistvu s svojimi izkušnjami in svojim znanjem doprinese k njihovi organizaciji. Moram pohvaliti svoje udeleženke tudi z tega vidika, da kolegice delujemo tudi širše, ne samo na individualnem nivoju, se pravi na individualni ravni vsake udeleženke, ampak tudi širše. Vsak klub kolegic, ki deluje po Sloveniji, organizira vsaj enkrat letno večji ali manjši dogodek, s katerim želimo tudi odločevalce v lokalnem okolju in tudi na državni ravni spodbuditi k razmisleku o zaposljivosti mladih žensk. In aktivno sodelujemo tudi z odločevalci v naši državi, recimo lani ob 8. marcu smo obiskali ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo in mu podali konkretne rešitve, kako izboljšati položaj mladih žensk na trgu dela. Zdaj tukaj ne vem, se je, en naslov je podan, tako da za več informacij smo dosegljivi tukaj in tudi lepo vabim vse prisotne ženske, mlajše in starejše v tej dvorani, če se prepoznate v vlogi mentorice, da se nam lepo pridružite. Tako, hvala lepa.